jutro, ljudje. Dobrodošli v novo sobotno jutro. Naj se za trenutek svet ustavi. Brez hrupa, brez mask, brez potrebe, da smo karkoli drugega kot samo ljudje. Dovoli telesu, da se malo umiri. Dovoli glavi, da za trenutek ne rabi reševati vsega. In dovoli srcu, da ponovno sliši sebe. Ja, mogoče danes ne rabimo več informacij. Mogoče rabimo samo več miru. In če si tukaj, v sobotnem jutru, potem nisi tukaj slučajno. Naj bo signal miru. Tisti signal, ki nas vodi v soboto. Dobro jutro. Dobro jutro. Upam, da se slišimo bolj zaprav, kakor smo se slišali prejšnji teden. Borim se s tehnologijo, kot vedno, od nekdaj, borim se tudi z ljudmi, da bi bilo vsem vse dobro, pa vendarle se moram ukvarjati z raznoraznimi pripetljaji in današnja najnovejša pripetljanka, če se temu tako reče, je ta, da me nekdo sprašuje: Matej, kdo je pa glasbenik v teh pesmih? In jaz tudi govorim: jaz. Okej, kdo pa poje? Jaz. Ja, ampak kdo je pa izvajalec? Ne vem, sebe sem dal na sliko, podpisal sem se, mal je glas podoben, izdal sem album, zmeri piše Kusi, Matej Turšič, in kdo je to? Mislim, kaj tacga. Ampak okej, očitno je prehudo, da bi ljudje dojeli in verjeli, da je ta glasbeni album moj, in naj vam povem, da je 10. dan album zunaj in prejemam resnično lepe kritike. Jaz upam, da je tudi vam, ki ste tukaj, že vsem šel čez ušesa. Pravzaprav vam bom tako povedal, niti ene kritike nisem dobil, da bi nekdo rekel: to je pa brez veze, je pa umetna inteligenca, ne. Ne, kdor bi mogel kaj osrati, v bistvu tiho stal, ne. Drugače pa dobim zelo lepe kritike, v bistvu iznad pričakovanj, tako da sem blazno zadovoljen, da se to tako dogaja. Ja, v današnjo jutro sem rekel, prav pa ne bo do sobote zjutraj naša jutra. Naredil sem prvi jutranji avizo, kot ste ugotovili, naslednji teden bo mogoče že slikca zraven pasala. Ampak ja, jutranji avizo, da se začne tako kot pri profesionalcih, ne. A veš, če oddaja, mora biti jutranji avizo, glasba, tekst, besedilo, lep uvodni pozdrav. In današnjo tematiko sem se izbral post, ne. Post in molitev vas bosta rešila, piše v Bibliji. Davno so vse te neke izdaje Biblije govorile o tem. Mislim, da je bil to po Mateju ali po kdo, po komu že, ne vem, kateri evangelist je to rekel, Izaija. Vse nima sploh veze, skratka, tam noter piše, da vas bo molitev in post vas bosta odrešila. Mislim, ne me je imati religiozno, jaz vem, da toliko smo že zdravi, da religiozno me ne tretirate. Ampak rad bi mal se dotaknil, kaj pravzaprav pomeni, kaj sploh pomeni post. Post od česa? Od mesa, od hrane, od čikov, od kave, od pera, od česa se mora človek postiti. Vidite, tle se mene stvari, sploh biblijsko zadnje leta, če dalje bolj sem začel razmišljati o tem prenesenem pomenu in tako, kaj bi to pomenilo, in hvala Bogu za mašinerijo, ki jo imamo, torej ta strašni GPT in umetna inteligenca, ki nam pri tem blazno lepo pomaga.
pri razumevanju. A ne? Pri razumevanju, da mi se zavedamo, da ni vse čist glih stvar mesa. A ne? Pa to, ja, pa Turčič, pa ne smeš kaditi, pa nisi duhoven. Mislim, kaj sploh pomeni biti duhoven? Bom vam dal to na tako vprašanje. Kaj je sploh pomen besede biti duhoven in kaj je cilj tega potovanja, da rečeš, jaz pa trpim pa to, jaz pa ne bi rad trpel, da bom duhoven, da bom zrastel. In kaj je končni cilj? Kaj smo to sploh kdaj se pogovarjali? Imaš uno kopel, imaš uno terapijo, imaš uno ovo, 1001 barse, jaz ne vem kva vse, tapkanja ni da ni in tehnike, ampak kaj pa je končni cilj? Biti kdo? Biti kaj? Delati kaj? Ustvarjati kaj je sploh point? Ma kdo kakšen dober predlog? To čas pa preberem vaše jutranje komentarje. Ko ste uleteli, tako ko se zagre. Martina uletela prva, pa Milena. Pozdrav vsem svetilnikom, posebej pa Mateju, ki nam pomaga, da svetimo. Tako je. Biti svetilnik je verjetno prvi in glavni namen. Biti svetilnik, užgati v sebi svetlobo in ne da temo zatremo, ampak da jo implementiramo, a ne? Da jo posvetlimo in rečemo, ok, tudi to sem jaz, evo. Gordana, živ zid tebi in ostalim za lepo povabilo, pa hvala lepa. In Milena praviš, da bolj v uho kot čez ušesa. Čakaj, kva? V uho, tako je. Pa Darinka iz Koroške. Koroška, odlično, me veseli, da smo širše nastavljeni. Enih 23 se nas druži v tem trenutku malo klobasačem, da ujamemo še koga pri jutranji kavi. Jaz upam, da jo imate kavo ali čaj, da niste našponani v današnjo sobotno jutro. Pri nas je krasen sončen dan in v planu je, kaj? Širiti in deliti mir. Predvsem pa ga je treba najprej vzdrževati. Zdaj mogoče nisem vam čisto vsega izdajal, en kup stvari pustim malo misteriozno zavitih, pa vam jih povem nekako skozi simboliko, odkje je signal mir, pa čemu in zakaj. Ne? Zakaj tudi ta slika ima nek pomen. Verjetno je vsak bi mogel reči, čakaj, temu človeku nek žarek gre not ali ven, ki je v tisto čebulo noter. Pol pa se tako neki širi, ne? Kaj zdaj to? Kaj zdaj not prihaja, ali tle prihaja, ali tam odhaja, ali čem je point, ne? Tako da bi bilo fajn to simboliko malo še obdelati, zakaj je sploh albumu ime Signal mir, ne? Kočevja, iz Kočevja je priletela Blanka, dobro kavo, Doro. Dajte, kaj pišete, dajte biti previdni, ko mene to v liveu napačne črke. Prednje stisnete, pošli, pogledajte, kaj napišete, da ne bomo se. Dobro jutro, praviš pa tudi Marjana, vsem posebno pa tebi, Matej, in hvala, da si. Ja, to je to tako, ko sem, ampak zdaj je lažje. Neki let je bilo pa kar hudo plezati čez. Tudi to sem vam vse skušal posnet, a ne? Da bi se ljudje zavedali, da prehod v višjo zavest, v razumevanje, v obrambo svojega miru, niso sončki pa srčki, ampak je peklensko, krvavo, trneva pot, sama, osamljena pot, izolirana, izločena in izolirana. Pa vendar vse to z namenom, da spoznamo, kdo smo, in post je ena izmed tistih stvari, ki jih mora človek narediti, da sploh najde, kdo je. Mi smo polni raznih prepričanj o tem, kdo smo, obkroženi z raznimi ljudmi, toksičnimi odnosi, dejavnostmi in tako, in vse to nas počasi definira, dokler se ne izvzamemo, oziroma je svet tako narejen, da v bistvu te narcisi izpljunejo, te izolirajo kot kazen, potem pa tam naj bi ti padel na kolena pa umrl. Ampak ne, ne gre to tako, ne vedno. V tem obdobju najdeš sebe, ne? In tako, ki je rekel Ivo Mojzar, ki ga slišimo v ozadju, seveda mojo priredbo, je rekel, v življenju imaš dve poti in se moraš odločiti, ali si ali pa nisi. Za pot gruntaš ali tja, ali pot vrzi v zrak in groš. Hej, hopla, cifra mož. Si kupljen ali si možakar? Ali bo padel mož, ali pa v zraku bo ostal ta tvoj pocen groš. Ali boš
indiferenten. Indiferentnost je ugodna za satanizem. Ne? Če si ti indiferenten, pa virus kar terajo dalje. Kdo je v letu? Kdo je po letu iz Kopra, Lea in Sonja? Dobro jutro, Koprčanke. Kje ste Koprčanke? Pa Savinjska dolina, pa super. Evo, prek Murska, Karin, odlično. Pa Nina, odlično. Dajte mi kaj povedati, kako vi dojemate post, kako se vam družba in okolica dogaja. Ste že izolirani iz okolice, ste se sami izolirali in kako doživljate to obdobje, bom rekel zadnje leto, zadnje pol leta, ali pa vsaj leto 2026, kjer smo aktivno v prehodu, v višjo zavest, kjer že smo deležni signala, višjega signala, ki prihaja v nas, pravzaprav bodimo iskreni, od nekdaj je prisoten ta signal, vendar zdaj je močnejši, zaradi tega, ker nas je čedalje več na tej zemlji, ki tudi oddajamo to. Mi ne oddajamo več kaosa od sebe, jaz ne oddajam jeze, maščevanja, kaosa, strahu. To moje radiacijsko polje ne oddaja več, to je bila stara frekvenca 3D sveta, nič več. Moje energetsko polje oddaja mir in mir pridobivam, to je simbol te slike, in tudi mir je tisto, kar naš živčni sistem, naša aura, naše elektromagnetno polje oddaja. Seveda pa je ideja tridimenzionalne temačnega nizkotnega ukočenega sveta, da nam prepreči, da mi to oddajamo od sebe, zato nam želijo vsaditi kaos. In kaos je nalezljiv, ne? Tako smo imeli malo packe, smo bili vsi, smo imeli te črne fleke, ki nam jih je okolica natresla. Če pogledamo zdaj recimo sam medije, kako se borijo, kater virus bo zmagal, ne? Kater politik bo zmagal, kdo bo naredil več drame pred parlamentom. Hvala za mir in pogum, ki se deli. Pa to je to, Darinka. Mir se deli. Pogum tudi, to je tisto, kar daš, in več kot daš, več imaš. In poguma, in miru, in to je tisti začetek svobode. Prej sem vam rekel v štartu, kaj je sploh čar in cilj vsega tega dela, ki smo ga opravili na sebi. Kaj je sploh point? Da dosežemo stanje miru. Ne, da čakamo, da bodo to sodniki mirni, pa policaji mirni, pa da se bo politika zrihtala. Ne bo se zrihtala to. Ti si tisti, ki moraš imeti moč in mir. Moč, da mir zaščitiš in odbiješ vse, kar prihaja, poskusi manipulacije, poniževanja, zavajanja in tako naprej. Ta-ti-ta-tam. Sevnica, Matjaž Živzim. Najboljši post, praviš Gordana, je izolirati se od idiotov, ki kratijo mir. In tako ga praviš, mir je naša rojstna pravica in mir ni nekaj, kar iščemo, ker to je že v nas bilo ta prvi dan. Mir je nekaj, kar ščitimo in to je za moje pojme prva in prava definicija miru. Ja, jaz sem si nekaj stvari pripravljal, včeraj malo sem pisal, sem rekel, da bom jaz malo bolj tekoč, pa smiselen, da se ne bom zgubljal, pa vendarle za take stvari sem včasih delal daljše videe, pa se mi jih malo ne da več, zato ker nismo dosegli tistega, kar sem hotel, niso granice v nama. Čakaj, jaz sem si napisal, da je treba razumeti, da določene stvari iz človeka ne izidejo drugače kot s postom in molitvijo. Zdaj pa post in molitev. Molitev ni čist glih definicija, da se moraš povsesti pa moliti. Gre za to, kaj govoriš, kakšne besede izgovarjaš, kakšne besede izgovarja tvoja grlena čakra. Besede poguma, besede miru, besede svobode, blage, slovke so to. Resnične besede, ki človeka pomerjajo, ali so to besede laži, so to ostre besede, ki sejejo strah, ki sejejo jezo, ki sejejo poniževanje, nižanje samopodobe in manjšanje integritete drugega človeka.
poznamo teh psihopatov, nebroj teh narkisov, prfuknenih, da ne rečem drugače, ki bi radi na vsak način nas znižali na sebi enak nivo, ker oni visoko jebiga nikad bili niso in ne može oni tamo. Meni je zelo žal, mislim, lahko sem jih čakal kar še dolga potka, oni so med tem, ko mi že ustrajno rinemo. Jaz govorim zase, 30 let sem se zgubljal, zadnjih 5 let sem aktivno raziskoval, kar je bilo zelo pomembno. Zadnje nekaj mesecev pa že kar resno pot rinem, že resne brazde rinem. Neizmerno sem vesel, da sem končno našel potko, kako skozi glasbo prideti do vas z besedilom, z vibom, način, da v bistvu vam telesa vibrirajo. Pazite še to, ena stvar, ena zanimiva. Vse povratne informacije so vezane na občutke. Občutim tako mer, dvigne mi vibracijo. Gordon pravi, v službi cajt hitreje mine, ko poslušam muziko. Se še komu to kaj dogaja. Ker dajte mi to napisati, ker to so meni pomembne stvari. Pa tako, da boste vedeli, glih kar sem končal, to neko administrativno sranje, ne? In radijske postaje so že obveščene, nekatere, da smo nekaj naredili. Pa da vidimo. Da vidimo, kaj se bo zgodilo. Ja, skratka, določene stvari ne moramo iz človeka stisniti, iz sebe stisniti drugače kot s postom in z molitvijo. Pa zdaj post pomeni ne samo hrana in molitev ni mišljeno zgolj kot molitev. Govoriti moramo ne samo o, bom rekel, demonih, ampak o destruktivnih vzorcih. Mi vsi imamo noter v sebi vzorce življenjske, ki so tudi destruktivni. Odvisnosti, torej vzorci destruktivni, to je tisto, kar smo dobili z vzgojo, z izobraževanjem, z družbenimi normami, z nekimi tradicionalnimi, pravilnimi in nepravilnimi, kako se že temu reče, navadami, šegami, navadami in tradicijami. Pustovanje je pustovanje in lahko si ga interpretiraš na dva možna načina. Velika noč je velika noč in lahko jo interpretiraš na več možnih načinov. Imeti jajca ali jajca sekati, ali so jajca izkaz poguma, ali so jajca izkaz krvi, kakorkoli kdo želi interpretirati. In pazi, interpretacija, percepcija, dojemanje in pogled na svet je tisto, kar nas v bistvu zadnje čase ločuje. Empati smo zaradi tega, ker študiramo, začeli gledati še z neke druge perspektive. Ne samo ebola, korona, virus in cepljenje. Ne samo to. Gledamo še malo širše. In tle se zdaj narativu sistema hudo lomi. Ena muha mi je prišla pozdravljati, uletela noter. Kar jim praviš, da pustiš se slabim ljudem, gneči, feštam, filmom, hrani, preteklosti, vsemu, kar mi telesu in duši sproža nelagodje. Od same sebe se pa ne bomo pustili. Ne? Točno to je ta point, kar sem hotel nam dopovedati. Pusti tisto, kar tebi dela slabo. Pa ljudje rečejo, ja, ampak pol pa pivo dela slabo. Ja, majster mogoče tebi, meni pa ne. Ampak meni slabo dela slaba družba, meni slabo dela slaba okolica, meni slabo dela slaba vsebina. Zato se trudim, oziroma že ves čas izberem za sebe vsebino, ne si bo glasbeno ali pa vizualno ali pa za brat, berem stvari, ki mi dvigujejo duha, ne pa nižajo. Mi se moramo odpovedati tudi kaosu v človeku, v drugem, in odpovedati se moramo kaosu v sebi in odpovedati se moramo ego reakcijam. To je tudi post od reakcij. Mnogo smo govorili o tem, da se moramo naučiti na provokacije in na nespodobna povabila pravilno odzvati. Ne reagirati, ampak odzvati.
In te ego reakcije smo mi vedno impulzivno dajali od sebe. Ne? Iz navade. Klinc, ti smisel, da te je nekdo prizadev, v bistvu sej te je, ampak si se odzval z reakcijo kot obrambo, kva boš ti men. A v bistvu na tak način smo našo sveto energijo oddajali prav njim, tem, ki se hranijo preko energije ljudi. To so ti ljudje, ki se ne črpajo sami takole, kot se Matejček nekomu tako špricne nekaj v glavo, ampak se futarajo preko ljudi z reakcijo, s provokacijo, s poniževanjem in tako naprej. To je tudi ena izmed stvari, ki jih moramo razumeti. Mi smo bili ljudem baterije. To ni hec in oni so na nas priklopljeni. Najhujši konektor je čustvena vez. Partnerski, starševski, prijateljski in takšni in drugačni odnosi. In zaradi tega se pogovarjamo, kako je težko v bistvu odrezati stvari, pa vendar treba je odrezati. Tudi travme nosimo iz preteklosti s sabo, nerazrešene, ker mislimo, da jih mora glava rešiti, pa ni to čisto tako odreži. Odreži. In samo uničevanje je tudi ena izmed stvari, ki jih nosimo v glavi in to ne smemo nositi v glavi, torej nekih idej o samo uničenju. Kaj sem tlele jaz napisal? Ni catch pomanjkanje informacij, Mi imamo na razpolago vse informacije, pa ne samo danes. Biblija je tle že ves čas, modreci so tle ves čas govorili stvari in tako naprej. Ni pomanjkanje inteligence ali pa logike problem. Čeprav inteligence in logike marsikomu močno primanjkuje, ampak ni to problem. Catch se nahaja v živčnem sistemu. Zaradi tega smo veliko govorili o živčnem sistemu. Njega ne moreš umiriti s tem, da razmišljaš mir. Ne gre to tako. Ti moraš iti do jezera, odpreti piksno piva ali pa jogurt, če češ, pa da sediš in poslušaš žabe, gledaš vzhod, zahod, gledaš oblake, gledaš veter, gledaš žabe. In tvoj živčni sistem se počuti vrhunsko. Ne zato, ker tvoja glava misli karkoli, zato, ker se tvoje telo počuti dobro. Meni zelo pomaga, še bolj pojača, če imam v ušesih sluške pa muziko, da me lepi. Sretni ljudi, komad iz naslednjega albuma. Ne boji se, tuđe zore. Pravo srce se ne boji tuje zore. Opa, kaj pa to pomeni? Narcis, človek, ki ne napreduje v sebe, v svoj mir, človek postane napadalen, ker se boji nekoga, ki se prebuja. Ker tisti, ki se prebuja, je svetloba in sveti v tisto packarijo, ki jo hočejo ljudje skriti. Skratka, kaj sem hotel še reči? Živčni sistem. Živčni sistem je stvar, kjer se nahaja ta naš notranji mir. Pozor, impulzi, ki jih želijo iz nas izvleči. Ti impulzi, mi se jih moramo zavedati, torej jih moramo najprej opaziti. Awareness, globoka pozornost, prepoznavanje vzorcev, prepoznavanje triggerjev, ki želijo naš impuls nazaj. Jaz gledam, na kakšne vse možne načine so se ljudje odločili zvleči iz mene nek impuls, neko reakcijo. Pa ne dam. Včasih moram malo pregrizniti tisto, kar sem včasih rekel, da je ponos. Malo tako, se bi koga na gobec, pa bi mu kaj rekel, pa se ugriznem tiste 2 sekundi ali pa 5, pa v redu. Ne, ampak jaz v trenutku zadušim in to je za moje pojme najbolj pomembno, da ohranjam svoj lastni mir. Avtomatizacija, avtomatski vzorci so tle noter, vsi smo naučeni v kontekstu mal potrp, pa se tudi ne razumeš tega heca, pa tudi toliko občutljiva. To so ti neki avtomatizirani vzorci, kjer smo mi vedno klecnili. Ne, dragi moj, tole ni hec, to je provokacija in to je v bistvu posmeh meni.
To je v bistvu, devat mi dva tako reči, to je nespoštljivost, prav. To ni hec, ne men, ne tep, odpel se mi, pa da te ne vidim nikrat više za mojo mizo, prav. Ne, takšne stvari mi moramo prepoznati, kdaj je napadena naša integriteta, naš karakter, naša avtonomnost, a ne? Notranji nemir, koliko ljudi živi z notranjim nemirom, zakaj že? Če delaš nepravično, a ne, pol se te notranji nemir zalepi, ne? In ljudje so zasvojeni z reakcijo. Nekateri ljudje so zasvojeni s tem, ker želijo dobiti od nekoga reakcijo, da imajo občutek, da je nadmoči. In ko se takšni ljudje z mano srečajo, je igra brez veze, ne gre več. Čakaj, tlele ste mi napisali, da je Lili priletela in rekla, da je to super live. Je. Zdaj sem se spomnil, ti si govoril o slušalkah in zvoku. Jaz tudi uporabljam slušalko. Jaz seveda sem govoril o slušalkah in zvoku. Nisem o čem pa če govoriti audio inženir. O zvoku, danes sem vam dal, pravzaprav po noči sem najdel, pa modificiral en video posnetek o arhitekturi, kako je v bistvu arhitektura zamrznjen zvok. Zvok je vse gibanje in jezik vesolja je zvok. In res je. Mislim tako, ko človek začne malo bolj na široko gledati, wow. Gorda napraviš, da ta album je perfekt za naše dušce in že ko mi čakaš naslednjega. Ja, ti imaš pa kar srečo, ti si pa že kar precej slišala tega, kaj bo vnaprej. A ja, eden se je najdel in rekel, da kaj se grem jaz ta Balkan, ne. Sem rekel, majster, če ne ločaš, kaj je Jugorok, pa kaj je Balkan, pa je škoda sploh naslednje debate. Blok. Blok. Ne, veš, ko se ljudje bi se pregovarjali. Kaj veš ti ta Balkan? A veš, če bi jim dal angleško, bi rekli, zakaj ni slovensko, ko narediš jugoslovansko, zakaj ni slovensko, ko jim bom dal brez besedila, bodo rekli, zakaj nič ne poješ. Veš, to ljudem nikoli ni prav, ne moreš vsem ustrešiti, ampak kdor čuti in mi je všeč, da se album čuti strani tistih ljudeh, ki imate še čutila za čutenje, a ne? Nekdo je rekel, a veš, da Matej sem mi čuti, da je malo nekje žalosten ta album. Ne, to je tvoj občutek, ker ideja je, da gremo v sredico z občutki preko strahov, preko žalosti in travm in krivde in sramu v samo jedro, kjer potegnemo ven pogum. To je ideja in mogoče kdo kje na momente začuti tukaj, to je pa žalostno. Ni, pač osamljena je pot, jebi ga, v puščavi ni rock'n'roll, v puščavi ni party, gremo, ful nam je zabavno, ni v puščavi, ni nekaj zabavno, ampak najdeš pa sebe in to je point, a ne. Ljudje malo mešajo, ne, da v bistvu iskanje sebe ni zabava, ne, ni vedno vse samo mehko, vmes preletijo globoke pasaže, kjer se soočaš sam s sabo in srečaš in lepo je to, je širina, sam, ne moreš ti tega dojeti, dok si okupiran s 1001 motilnim faktorjem okrog sebe. Človek mora umakniti motilne faktorje, a ne? In zato pogovor o postu, ne? Post je prekinitev impulzov, je disciplina, je zavestna omejitev in sposobnost reči ne, brez občutka krivde. Mnogo ljudi ve, da bi mogli reči ne, pa ne more. Zaradi tega, ker je občutek krivde premočen, a ne? Janez Živzi, praviš, da je cel svet geometrija, matematika, muzika, frekvenca in vibracija. Drži, absolutno to drži. Ja, drži. In zdaj jaz bom dal en tak primer modernega posta. Kadar post je, uspešen post je, piši, imaš listek. Janez, boš zapisal kaj? Zapiš, kaj je modern primer posta? Kadar ne reagiraš na provokacijo. To pomeni, da se nisi prekršil posta. Pride provokacija, ti ne reagiraš. Post je, kadar ne preveriš telefona vsakih 30 sekund, če kak message preletu pa to, če kaj za odpisati pa to. Jaz vidim, ko se usedem z ljudmi, ko se pogovarjam s človekom, jaz telefona ne gledam, uopšte ne.
In telefon, ki imam pred sabo, ga imam zato, da poslušam, berem, raziskujem. Pa imam ogromno statistike za voditi, kako gre promet na Facebooku, kako funkcionira zdaj na YouTubeu, kako na Spotifyju, kako na iTunesih, kako stvari potekajo, maili, pošte, ovo. A ja, a še kdo bi rabil ključek? Imam ključke. Ključke z albumom, tako da v avto vtakneš, sem še dela, če bi kdo imel. Nekaj smo jih že dali naprej. Tudi kakšno greško sem naredil, nekomu sem prazen ključek poslal, pač tudi to se zgodi. Ampak smo pa najdli rešitev, tako da če bi kdo imel album mer v obliki ključka, v MP3-jih, v Wave-ih, welcome, connect me. Iskanje sebe, praviš, Karin, skozi ustvarjanje umetnosti je samotno delo. In če je dobro opravljeno, izdelek doseže veliko src, ki se vrnejo ustvarjalcu samemu, ki ni več sam. To si lepo dobro, si to modro spesnila. Se strinjam, samotno delo je, kreacija je samotno delo. Ljudje se mogoče ne zavedajo, koliko ur sem jaz presedel sam, zato da je prišel v življenje tale album v takšni obliki, kot je. Karin, ti boš vedela, koliko ur presedi človek sam, ko si zamišlja sliko, ko ustvarja sliko in tako naprej. Tudi jaz nisem razumel tega, dokler nisem sam šel čez proceduro, in mnogi ljudje tega časa sploh niso sposobni preživeti sami. Ljudje so odvisni od družbe, kajti družba je tista, ki jim daje zunanjo potrditev. Torej, ljudje rabijo, da jim nekdo reče, kako si lepa, kako si fejst, to si pa dobro naredil, mater si pa dober avto spucal in tako naprej, to imaš pa dobro obleko, to si pa dobro razmislil, kakorkoli. Ljudje potrebujejo potrditev, ne? In so težko sami, ne? Ker so odvisni od zunanje potrditve. Zdaj, iti v puščavo pomeni, da si točno ob to, ne? In začneš ugotavljati sam pri sebi, kdo si, in moraš sam sebi dati vrednost. Bom dal en tak primer, jaz nisem spraševal ljudi, a vam je ta pesem všeč ali ne. Dobro, ok, malo sem vam že dal potipati tu in tam, ampak generalno sem zaupal sebi, kako stvar izgleda. Vem, kaj je dobro in če je zame dobro, če pogledam iz perspektive, ne zato, ker je moje, ampak zato, ker bi to meni bilo dobro, in potem je dobro in zaupaš sebi, ne? In problem je v tem, verjetno se vsi spomnite talentov, ki pridejo punčke ali pa fantki gor pet, ne, pa fuša, kaj sto materne. Se rečeš, človek božji, pa kje je tvoja samokritičnost, ne? Ja pa je... Tuđe greške, dok im život prolazi u magli. Ne, tega vam bom dal pa od začetka, čist za nalašč vam bom dal tale komadič od začetka, zato ker je the best. Poslušaj ti to. Pa še eno slikto za počes. Kad si tih, niko te ne vidi. Kad si svoj, svima smetaš ti. Oni sjede broje tuđe greške, dok im život prolazi u magli. Nek najglasno pljuju, nek najglasno laju, oni koji ništa ne stvaraju, uvijek najviše pričaju. Nek najgledaju gore, dok mi letimo visoko. Kad srce stvara istinu, ne možeš pasti duboko. Svijet voli maske, svijet voli strah, a kad netko zablista bacaju kamen odmah. Ali duša zna put kad razum više ne zna, iz tame se rodi pjesma što u čovjeku odzvanja. Nek najglasno pljuju, nek najglasno
priče pričaju. Nek naj gledaju gore, dok mi letimo visoko. Kad srce stvara istinu, ne možeš pasti duboko. Ne možeš svima biti dobar, to je igra bez dna. Kad postaneš ono što jesi, tek tad počinje sloboda. Nek najpljuju vjetrovi, nek najviču svi, galaksija pamti one što su ostali svoji. Nek najgase svjetlo, mi gorimo još jače. Srce koje živi istinu, nikad se ne vraća natrag. Luškana, enade, ali vam ni luškana? Ok, da, meni se zdi tako dobra, ker ljudje ne pluvajo, kar če ne pluvajo, ne? Pa sej moram reči, ne pluvajo čez moje delo, nekako bi rad vam povedal, ne se bat, ne pluvajo, ne serejo, kaj si to naredil, ne pluvajo, ti moraš dati od sebe, a ne? Je ne, Barbara, lepo besedilo. Janez, autofagija, nam boš malo razložil, kaj to je za ena stvar, ker jaz ne vem, verjetno ti veliko pomaga pri tvojim napredku v višjo zavest, ne? Autofagija, nimam pojma, Biblija je ne omenja. Se pa danes pogovarjamo o tem, kar Biblija omenja, to je post in molitev. In ker smo v sodobnem času, ne bomo govorili o tistem, kar so oni takrat razumeli in kako moramo mi danes razumeti, ne? Mi ne smemo hraniti drame, to je tudi post, in ne smemo hraniti jeze, ne smemo iskati stalne potrditve, ne smemo, mislim, ampak ni to point. In kadar ne pobegneš v svoj takojšnji dopamin, ljudje iščejo instant dopamin, avti, hitra vožnja, pornografija, fuzbal, športne stave, tudi politično se kregati, to je vse instant dopamin, v katerega ljudje bežijo. In point našega posta je, da se odpovemo kaosu, distrakcijam, potrebi po reakciji, potrebi, da imaš zmeraj prav in da se odpoveš hrupu. Ja, in ljudje po večini hranijo zamero, jezo, hranijo dramo, strah, ego in hranijo konflikt. Se zavedamo, še enkrat, zamero, jezo, dramo, strah, ego in konflikt. To moramo nehati hraniti. Ziljana, Zeljana, tepe pa glasba všeč. Me bem ti še samo res sem glasbo še vrtel, brez veze, da vam še kaj povem, ne? Apolon. Veste, kdo je Apolon? Bog glasbe. To je tisto, kar se preko signala miru začne užigati v tebi. Čovjek se sjeti, tko je bio davno. Mirna sila brez borbe, dragi moji. Agencija života, ali sem prav rekel, frekvencija života. Kaj ste napisali? Autofagija mi boš, Janez, malo objasnil, da vidimo, kako to v tematiko o postu paše. Barbara, resnično besedilo in globoko, točno tako praviš, Lili, odvisnost, zunanje potrditev, torej živiš za druge in ne zase. To je to. Ta album ni zato, da bi jaz sam sebe potreboval, ampak zato, da bi iz vas izvlekel tisto, kar v vas že spi. Blanka praviš, da je luškana, Lili, da je dobra, Gordana Komad praviš, da je top in prekleto realna slika sveta. Ja, mislim. Če delaš stvari s srcem, nastanejo taka besedila in glasba, praviš, Milena. Ja, po nauku se pesnik pozna, ne po orodjih, ne po inštrumentih, ne po načinu petja. Mislim, Kekec nam je s flauto premikal duha, Grizzly Adams tudi, konc koncev Smrkci tudi. Takrat so bili taki časi, predtem je bil Mozart,
predtem pa Šostakovič, jaz ne vem, Šostakoviča ste kaj poslušali. Men to nič ne premakne, živčen ga me naredi, ne. Zaradi tega, ker more nauk biti, ne, notar, globina človeka more biti. Bach pa Mozart pa sta men pustila, pa Vivaldi pa to, ne. In se hitro čuti, ko začneš tako razmišljati. Freddie Mercury mi pusti, včeraj mi je, joj Gordana, kje bi jaz zdaj najdu na hitrco komad od včeraj, ne bom ga. Gordana poslala nekoga, ki ima 3 milijone ali 6 milijonov ogledov. Pa je en tak šrot, da se ti pa tudi frisan upata pokazati. Ampak nobene globine, nobene širine, ni neki kar ti da zagon. Mal balkansko zamik, tili, to je glih tis, kar jaz ne maram, tili, ampak evo. Kar jim praviš, najlepši pokazatelj tega, kdo je iskren prijatelj, je, da je ob tebi, ko si uspešen, ko blestiš, oni pa se veselijo s tabo. Takim sem in še bom poklonila tvoj ključek. Bravo, hvala lepa, to so takšni prijatelji. Ja, ključek kot darilo, tudi to, CD kot darilo, vse to bo sem, ne mogu baku in žvaku, dragi ljudje, jaz sem za vse sam, jaz nimam založbe s 5 ali pa 10 zaposlenimi, ki bi mi stvari rihtali, da bi jaz uspel lahko ustvarjati glasbo. Jaz moram vse te svinarije tehnično še sam porihtati, tudi tisto, kar mi gre na kozlanje. Darinka, lepo druženje, veliko bien, vse dobro, odlična glasba, avtografija je post od hrane. Janez, pa ne pogovarjamo se mi o postu od hrane. Ti ga tudi pihaš toliko mem ga pihaš, da je čist out of the zone. Mi se pogovarjamo, da post ni post od hrane, ti pa prideš pa rečeš, post je post od hrane, autofagija. Ma dej ga no biksat, no. Mislim ga biksate moderno. In se nič ne da dopovedati. Post od pizdarije, ne? Post od kretonoizma, ne? Post od politike, od tega se pogovarjamo, post od gnile glasbe, post od strahovanja medijev, ne od klobase pa od brokolija. Ne? Tako bom še bolj enostavno skušal povedati. Pravi komad, praviš za začetek pesma, praviš besima za začetek dneva. Ja, sej, se trudim vam dvigant soboto v razumevanje, v mer in da imate več poguma, ke pelete. Sej bom še komadičev, dragi moji. Mislim, da sem zdaj začel se že malo ponavljati z njimi, zaradi tega, ker ste me, je ura prehiter prišla 8. Aha, mam, budiš to jesi, pa Crni Gavran, odlično. Pa joj, 11. božja zapoved sem naredil pesem. Srce nam daje krila, tudi ta je dobra. Mislim, karma ne trese nebo. Joj, tudi ta je, naj karma trese nebo. Pa, dragi moji, jaz sem že za 3 albume naprej zametkov. Sem ne mogu baku in žvaku, moram založbo najprej najdeti. Ne bom sam sebe zalagal. Ne, zdaj sem podkenrene. Mi ostajamo pri postu, ki je zelo pomembna stvar, kjer ne gre za razumevanje, več delavnic, več širine, gre za seveda absolutno razumevanje sveta, ne zgolj informacije tu in tam, gre za razumevanje in za to, da znamo iti v sobotno dopoldne, popoldne na način, brez da svojo glavo teramo stvari v reševanje, ker ne bomo nič rešili, ne. Mi ne bomo, če še vedno verjameš v to, da v politično igro levih in desnih nisi najbolj neumen človek na planetu, si pa najbolj neumen med trenutno živečimi, ne. Ker v bistvu je tako, ljudje, ki se ukvarjajo s politiko, sovražijo tiste, ki se ne. Veste, to je čist noro. Jaz ne sovražam nobenega politika. Vidim gnilobo, ampak ne uporabljam in nimam tendence sovraštva. So pa ljudje, ki se ukvarjajo s politiko levo, desno in sovražijo tiste, ki nočemo iti na volitve. Kaj ste vi, ne? Stoje noter in pon ga besa. Ne to futrati. Sam tudi mene s tem noč nafutral. Ne dam. Zdaj ga praviš, zdravo, kako prelepo jutro in prekrasen dan, poln optimizma. To je to. Pogovarjamo se o postu in molitvi. Post in molitev. Zdaj pa gremo na molitev, ne? Molitev ni nujno religiozen ritual, tako kot so nam ga probali natupiti, zato da te Bog prinesi mi, daj, da bom uslišan in tako naprej. Molitev je fokus. Ko si ti fokusiran,
Jaz, ko sem bil fokusiran na album, jaz pač nisem bil fokusiran na nič drugega. Ne? Jaz se nisem ukvarjal s tem, zakaj sem sam, pa zakaj jaz bi tudi imel eno bejbo, pa zakaj nimam službe, pa zakaj me tako grdo o meni govorijo, pa zakaj so me izplunili. Jebe se meni, jaz sem delal muziko, zato da dvigujem vas, zato da dvigujem ljudi, zato ker sem sam sebe mogel dvigati iz teh lukenj, kamor so me pahnili. Ne. Prisotnost tukaj in zdaj, tudi to je imenovano ali pa v kategoriji molitev. Izhajamo, še enkrat danes izhajamo iz zapisa v Bibliji, ki pravi, post in molitev sta izhod. Ne terapije in ne informacije. Absolutno je potrebno razumevanje. Zaveda rabiš informacije, da razumeš, ampak to moraš skupaj povezovati, ne? Nekaterih stvari pa, ampak to ni vse. Ja, moraš imeti pamet, pa moraš imeti občutenje, a ne? Še enkrat, sedeti ob jezeru, sedeti na robu gozda, stran od ljudi, da se napolniš s kozmičnim signalom miru, da sploh lahko oddajaš od sebe mir. Če si ti kaotičen, pa prideš iz službe, recimo bom dal zdaj primer, na cesti ti dvignejo pokrovko, v službi ti dvignejo pokrovko, pa greš še v štacuno, ti še tam pokrovko dvignejo in ti si tak, še nekako si zdržal, meren pred ljudmi si še nekako spelil, pa si paš v dan pa eksplodiral in si ti ta nemer stresel na svojo lastno familijo. Ne? Človek bi mogel te stvari stresti iz sebe prednje vstopil v krog svojih svetih ljudi, svoje družine. Tako bi moralo biti. A to tako je? Ne, ni. Zaradi tega, ker je človeštvo too much preobremenjeno po živčnem sistemu in niti se ne zna zregulirati. Oni kar mislijo, da morate na neko terapijo dati 200, 500, 1000, jaz ne vem koliko evrov, zato da jih bo to sestavili. Još dišemo. Poslušaj to. Još ima nas. To bo tudi na naslednjem albumu. Danes smo takrat Crni preko. gavaran Veste, kdo je Crni nad gavaran? vremenom, iznad pepela Črni gavar. imena. Nismo glasni, Ne. ali trajemo ispod slojeva Ispod slojev smo. pamćenja. Spominov. Predni su nas odnijele godine ni strah. To vam bom pustil do konca. U tišini raste trak. V tišini raste Sloveni, još smo tu. I kad nema zastava, nismo nestali, samo sporije nosimo svijet na leđima. Računajte na na nas. Nema buke, nema sjaja, samo dah koji ostaje. U kostima prah zvijezda, u srcima stara nada. Kad se sve prebroji i ostane mrak, ne pitamo ko je jači. Zadnji refren, hej Sloveni, duh je naš. Ne u sili, nego u snu. Takole pa predavanja potekajo. Tudi naslednjo soboto. Nismo nestali, nismo prošli, tu smo. Kad zatreba.
Profesor mi kralj, da bi znal gdje je mir, a gdje cirkus i sjaj. 10 starih zapovjedi, sve su rekli ljudi prije, al ko da jednu stvar zaboraviše na... Hvala, ugasnil sem mikrofon. Martina, hvala za potrditev, ste pa slišali muziko. Dobro, v redu, hvala lepa. Tle smo ostali, mislim, da tle me niste slišali. Kaj vse je molitev? Fokus, prisotnost, stik s samim sabo, notranja poravnava, umiritev in iskren pogled v samega vase. Iskren pogled samega vase je stvar... Mislim, ljudje se bodo morali pokesati, ne? Tisti, ki so delali krivo, bo treba se pokesati. Kdor se ne bo pokesal in obrnil poti, ker ljudje, v bistvu, če tako pogledamo zdaj oddaleč, proti Bogu iti pomeni, da slediš poti k njemu. So pa ljudje, ki hodijo ne k njemu, ampak točno kontra, in zdaj oni se bodo mogli slej ko prej spreobrniti, ne, obrniti nazaj, sam bodo mogli reči, Bog oprosti mi, falil sem, zdaj pa grem za tabo. Sam sebi, sej ne gre za nekega tam možakarja tam gor, sej vse to noter je energetsko samo poravnava, sem če si proti toku, ne vem, bo treba se preobrniti. Veš, to je tako, da bi jaz rekel, nisem jaz kriv, da se me ne sliši. Gordon, napraviš, da si v službi poslušaš mojo glasbo, ki te dvigne in motivira in daješ fokus nase in svoje ustvarjanje. In ko končaš delovnik, me niti druge stvari, ne motilci okolja ne zmorejo dekoncentrirati mojega počutja. Glasba je pač zdravilo ob najtežjih trenutkih. To je zapisano v univerzalni zakon potrebe vsakega posameznika. Mislim, Gordona, tole je za v okvir dati, ne? Tole je molitev, ne? Zakaj? Zaradi tega, ker če tebi glasba moja deluje na tak način, potem je moj namen dosegel bistveno več, kot sem jaz pričakoval, ne? Torej, da v bistvu drži ta lek tebe čez cel dan, torej, da si ti bolj ustvarjalna v službi, da ti je to tam lažje, čas ti drugače poteka in da te tudi v tišini znam. Tudi ta je lepa, kako smo že dal naslov. Srce nam daje krila. Gledam te, oči zelene, A to so te zelene oči. vuče mene. Vam sem pol albuma danes zavrtel, a veste li to? Da ne bi kdo mislil, da počivam na lovorikah. Gordona, tle se vrnem nazaj, zelo mi je všeč, da človeka muzika takole premika. Ljubav pobjeđuje strah, Ljubezen zmaga nad strahom. nema više nazad. Srce nama daje krila. Letimo iznad. Ja, kaj sem hotel še reči? Molitev je stanje. Torej, še enkrat, tisti, ki ste bliže preleteli, zdaj ne govorim o molitvi v cerkvi. Daleč od tega gre za to, da ne reagiramo več avtomatsko in začnemo res opazovati sebe, svoje misli, svoje reakcije. In to je tisti moment tišine med provokacijo in reakcijo. Tisti moment tišine je molitev. To je lahko sekundo, 2, 5. Včasih traja več let med nekaterimi ljudmi ali pa mesecev, karikiram, ampak tista tišina vmes, ko ne reagiraš takoj, tudi to je molitev, zavesten dih. Dragi moji, 9. dimenzija je dih. Dih nam je dal nam Bog, univerzum, in on ga bo tudi vzel in Satan nima pravice, da ga vzame prej in ga tudi ne more, vam je jasno. Meni so ga hoteli, pa ni šlo. Dih, zavesten, da rečeš, sveti dih jebem tiš, sveti duh. Tle notar je vse, mislim, veste, kaj človek izgubi? Ajde vprašanje, kdo prej odgovori? Kaj človek izgubi, ko neha dihati? Kaj izgubi? Kam pade?
Če človeka dušiš, kam pade? Kaj izgubi? Razmišljajte, zapišite, kaj človek izgubi, kadar je pomanjkanje kisika. Gledam te, oči zelene. Kaj človek izgubi? Tako je, Gordane. Človek, kadar ostane brez diha, izgubi zavest. A mi se pogovarjamo o širini naše zavesti. Mi se pogovarjamo o širini zavesti in Nina, ja, ti si pade v nezavest. Človeštvo je živelo na zelo, zelo nizki stopni zavesti oziroma na nivoju zavesti, kjer se jedva da preživeti, preden smo v nezavesti. In če pogledamo realno, mnogo ljudi deluje po principu programov, ne na nivoju zavesti. In dragi moji, če pa to ni znak, da dih daje in širi zavest, jaz ne vem, kaj bi mogel biti. A ne? Torej, zavestni dih je tudi del molitve, notranja prisotnost in stik s svojim bistvom. Ne to, kaj ti je nekdo rekel, ampak to, da sam pri sebi veš, kdo si, a ne? Ljubav pobjeđuje strah, nema više nazad. In moderna molitev je sprehod v tišini. Delate to? Jaz ja. Meditacija. Delate? Jaz ne. Iskren pogovor sam s sabo? To jaz delam. Ustvarjanje? Absolutno jaz. Glasba? Normalno, kako pak. Trenutek brez hrupa in opazovanje lastnih misli. Brez reakcije. Skratka, post ne hrani destrukcije in molitev hrani stik z bistvom. Okay? Mnogo ljudi neprestano hrani kaos, hrup, impulze, dramo, novice, ego reakcije in dopamin, instant dopamin. Ampak skoraj ničesar ne naredijo za to, da bi hranili notranjo tišino, stabilnost, prisotnost in za regulacijo živčnega sistema. V tišini. To je regulacija živčnega sistema v tišini, sprehod, glasba in tako naprej. Takole, in ni čudno, da so ljudje izčrpani, ker živijo brez tišine, brez odmika od kaosa in ne znajo narediti notranjega posta. Telo pa začne kričati po tesnobi, izgorelosti, depresiji in kroničnem stresu. Kaj smo zdaj? In zaključek za vse skupaj, človek ne potrebuje še več informacij. Človek potrebuje več tišine, več discipline, več prisotnosti in več stika s samim sabo. In ko to dosežeš, nema više nazad. Kadar vidiš in ne greš več v rikvrc. Timo iznad. Čakaj, zdaj pa vam bom jaz tale pesem se konča, zaradi tega, ker je tehnično malce narobe, zato ne bo to takole. Praviš, Vesna, ojla živja, post od uživanja čvrste hrane je na prvem mestu post, kaj ti s čvrsto hrano vnašamo največ gostov materije. Ja, ampak Vesna, mi se ne pogovarjamo o postu od hrane, ampak okej. Vibracije vase postajamo, kar jemo. Otrov, nič se jede, nič se puši, nič se guta, nič se njuši, je rekel bajega otrov je ono, što ide v uši. Z druge strani, če gre noter strup, grejo noter tudi zdravila. In to je tisto, o čemer se pogovarjamo, da ne smemo goltati laži, manipulacije, nespoštljivosti, kaosa, drame, ustrahovanja in tako naprej. To je tisto, kar je post, to je tisti post, o katerem se pogovarjamo, Vesna. Zato odločno rečemo ne hrani, ki ne nosi vibracij ljubezni, vse, kar mora umreti, mi pojemo, to so energijska bitja, autofagija, popolne misli, bla, bla, bla. Ne grem tja noter, Vesna, zato, ker točno o tem se ne menimo, ampak ja, pozdrav, prijetno dopoldne, se strinjam, absolutno.
Zdaj, tako vam bom jaz povedal, jaz sem bil vegetarijanc, pa nisem več vegetarijanc, jaz sem bil, so mi rekli, ja pa ne smeš čist nič vase spraviti, nobenega pera, pa tudi to nisem, pa ni bilo čist nič drugačen, čist nič boljše, jaz osebno delujem po občutku in tako, jaz pojem vse zaradi tega, ker, ne vem, s kom sem se zadnjič pogovarjal, sploh nima veze, kaj ješ, zaradi tega, ker energetsko, mislim, valjda je bož, da ješ sadje, valjda je bož, da ješ zelenjavo, valjda je bož, da ješ domačo zelenjavo, valjda je bož, da ješ domače sadje. Mislim, če greš ti danes v Hofer po paradajz, pa po brokoli, pa po cvetačo, to je pa dobro. Ni, ne. Tisto je pa pošpricano z vsem, ne veš, to je relativno, ne, regrat bi nam več dal, ne. Skrb za vse živo okrog sebe, sprehod v tišini, opazovanje lastnih misli, to je moja hrana in glasba, zvok seveda, ne vsa glasba, tvoja je. Ja, moramo znati razločevati, kaj je glasba, ki nam dviguje vibracijo in nas regulira v prav, in zaznati, katera glasba je del regulacije živčnega sistema, katera glasba je del ritualov teme, torej, da je nam destruktivna, še enkrat, strup gre skozi ušesa, preko glasbe, preko besed, preko medijev in politike, ustrahovanja, medicina, bla, 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 whatsoever. Paziti, katera glasba ja, katera glasba ne. Pa so močne kitare. Sam to smo mi. To smo mi znotraj sebe, ta mir in moč. In sprehod v tišini absolutno pomaga tudi meni. Milena, praviš, da žalostno, da veliko ljudi se boji biti v tišini, ker v tišini prideš do globine sebe. Ja, zdaj tako, jaz sem tudi ogromno o tem študiral, ampak nekaj vemo, da jih je veliko. Kaj čmo, lahko pomagamo sebi in to je prvo, kar moramo sebe spraviti v globino sebe, tam sebe poiskati, ugotovimo, da drugim to ni všeč, bolj, ker se mi poglabljamo, bolj se dvigujemo, bolj so nam ljudje zavistni in tako. In nas želijo potegniti v svoj, bom rekel, primitiven, nezavedni oziroma v nivo zavesti pod 200, v ta nivo zavesti, kjer smo se že zadnjič pogovarjali, bom dal še enkrat malo za osvežitev. Tale pesemca sicer ni čez glih po planu preletela, ker smo mi že prišli čez naš čas, ampak bom poiskal zdaj še tole slikico, ki jo imam. Tole, lestvica zavesti, da boste imeli malo predstavo še. Skratka, ljudje bi nas radi potegnili v nivo strahu, krivde, torej sram, krivde, apatija, žalost, strah, požalenje, jeza in ponos ter do tukaj. Pogum je tisto, kar vam želim z mojo glasbo dati, da boste prelezali v nevtralnost, da ne bomo več sodali ljudi, da bomo pripravljeni biti v življenju, iti korak naprej, ne samo stati, da smo sposobni sprejemati ljudi takšni, kot so in jih dati na svoje pravo mesto, da bomo vžgali svoj razum ter razsodnost, da bomo ločili, kaj je pristno in kaj ni več pristno in da bomo začeli doživljati ljubezen, radost in vedno ste bili v komentarjih po mojih ocenah bistveno bolj živahni kot danes, ali je to zaradi tega, ker vas pustim brez besed, ali je zaradi tega, ker danes niste pripravljeni kaj več posodelovati. Ideja live-ov je točno ta, da sodelujemo, jaz vam vsak dan nekaj predajam, bi ful želel, da je live komunikacija, izmenjava, to ni televizija, kjer moraš biti tih. To je ideja teh live-ov je zato, da smo mi v komunikaciji, si podajamo mnenja v kontekstu, a ne? Če rečemo, da se pogovarjamo o postu, ki ni vezan na hrano, da ne gremo pol v hrano, a ne? V to autofagijo ali kako že. Tudi, ljudje zaradi mene jejte ali pa ne jejte, moja debata, moja današnja tematika je bila ta, da moramo paziti, kaj poslušamo, da moramo paziti, kaj v sebi hranimo, govorimo o jezi, strahu, zavisti, sovraštvu in tako naprej. To so tiste stvari, od katerih se moramo posloviti. In tudi mi se bomo poslovili v
poslovili z enim takim poletnim komadičem, ki bi mogoče tudi mogel priti na naslednji album, nekaj v tem kontekstu. Dragi moji, praviš, deli zanimivo, vsi povezujejo post s hrano, mi smo v tej temi globlji od hrane. Hrano pokakaš, misli ostanejo. Ja, hrana gre ven, tisto, kar telo namara, gre ven, misli pa ljudje vrtimo. Zelo dobro razmišljanje. Tanja, praviš, da razmišljanje je balzam za dušo moje, odlično, vabljeni. A ja, naslednjo soboto imamo kar predavanje, veste vi to. Cerkanci vas še enkrat vabim. Kar zanimivo, sem mislil, da bomo se bolj počasno filali, ampak pazite, da ne ste prepozni, ker ni za 100 ljudi placa, a ne? Jedno srce, jedan glas, kad smo čisti, nema nas. Adriana, praviš, neutralnost je naše primarno stanje zavesti, ko se rodimo in je edino optimalno za naš razvoj in obstoj. Ja, neutralno je tudi spoštovanje, ki ga moramo gojiti drug do drugega, in kdor tega ni sposoben, je v mojem svetu zelo hitro izobčen, ker je spoštovanje nekaj, kar jaz od sebe dajem in tudi od drugih ljudi je to najmanj, kar zahtevam, in se strinjam, Adriana, neutralnost je naše stanje, ne rabimo nobenega, ne rabimo nikogar kovati v nebo, pa vendarle nikogar ne smemo ne spoštovati ali pošiljati v pekel, kar je narcizem, pravzaprav narcizmu primarna naloga, ne? Nekomu ubiti život, ga lepo počas, potiho in bolano vleči dol. Ja, Pikica je vabljena na YouTube-ov kanal QC. To najdeš na YouTubeu, Spotifyju, Deezeru, iTunesih, Amazonu, TikToku, Snapchatu, sem še na Facebooku, čakamo, da se pokaže. Dragi moji, želim vam prečudovito soboto, prečudovit vikend. Naslednjo soboto zjutraj se vidimo ob 8. Ob 8. takole v live, ob 5. popoldne pa v Cerkanci na predavanju, kjer se bomo isto pogovarjali o močnih, jasnih mejah in postavitvi hrbtenice, zato da znamo čuvati svoj mir, da ne toleriramo budalaštin, a ne? Gordana, praviš, da je bilo lepo preživeti s tabo, lepo jutro, sloga je pa itak najlepši komad kot celota, združuje, kva? V svetu ljubezni in miru, ne delimo se ne levo, ne desno, mi smo iz istega vera, tako je, in isti signal imamo, in ko čuje, ko ne čuje, kdor ve, kdor ne ve. Lep dan vsem dustam in imamo novega preroka z vzdevkom kusi. Joj, to so kar malo globoke stvari, bom pustil v lastno razmišljanje, ne bom se v to pretirano, ampak ja, vsak zase ve, kje, kaj in kako me vidi in razume. Biti prerok je v bistvu teoretik zarote je prerok, ne. Mislim, zato, ker nekaj vidiš, kar drugi še ne, pa ne zato, ker ne bi mogli, ampak zato, ker nočijo. Moji ljudi propaduju, jer ne žele znati, je pesem, ki sem vam jo tudi napisal, mar ne? Kaj ćemo vam dati? Sretni ljudi, a? Sretni ljudi vam bom dal za zadnji komadič, da se od vas poslovim. Skratka, signal, mir vas čaka na vseh platformah, drugi album prihaja na prvi ter, kdor bi rad imel vključek, naj mi sporoči, kdor bi rad prišel na predavanje, dobrodošel, naj mi sporoči. In dragi moji, se vidimo, če prej ne, naslednjo soboto, takole v živo, enkrat dopoldne, pa enkrat popoldne. Jaz sem tle zato, da nekaj imam zadat, ne, verjetno. Držite se, želim vam prečudovit vikend, lepo soboto in vse dobro. Vsem. Lijepi ljudi svjetlo nose, ne gaze druge da bi rasli. Kad imaju srce, daju mir, ne traže rat da budu jači. Sretni ljudi hrabre druge, uspješni ruku pružit znaju. Samo prazni pune tamu, dok iznutra sami padaju.
Ne boji se tuđe zore. Neki nose osmijeh kao masku, u očima hladne sjene stoje. Tuđu sreću teško gledaju, pa bi gasili i svjetlo tvoje. ali duša koja zna tko je, ne traži žrtve da bi sjala. Snaga nije kad nekog slomiš, nego kad ostaneš čovjek. I poslije svega, ko nema ljubav, ruši tuđe snove. ko nema mir, napada bez borbe. al čovjek jak Ne spušta druge dole, je pravo sunce. ne boji se tuđe zore. Neka pričaju, Neka bacaju kamenje iz tame, svjetlo ne viče. ono samo nastavi da sjaji. Ko nosi mir, taj podigne ljude. Ko nosi ljubav, taj ne sudi druge. I svaki čovjek Na kraju pokaže da li gradi svijet, da li gradi svijet.